Lepo pozdravljeni, moje ime je Alenka Stražišar-Lamovšek, sem etnologinja in kulturna antropologinja in danes boste lahko z mano preživeli nekaj časa in izdelovali gregorčke. Zakaj prav gregorčke? 12. marca goduje sveti Gregor in na predvečer tega praznika, ko se ptički ženijo, so v preteklosti, predvsem v tistih bolj obrtniških krajih, kot je na primer Kropa ali pa Tržič, izdelovali gregorčke. Tista prva plovila, ki so jih izdelovali, so bile seveda zelo preprosta, narejene so bile mogoče ena suha deska, gor so dali oblance, namočene v smolo, jih zažgali in spustili luč v vodo. Kasneje se začnejo pojavljati že malo bolj sodobni gregorčki, gre predvsem za neke hiške, narejene iz papirja in drugih materialov, izrezali so okenčka, vrata, noter postavili svečko in te hiške so potovale po različnih strugah. Danes boste pa z mano lahko izdelali en poseben gregorček, narejen iz popolnoma naravnih materialov in tako bomo lahko naravi zelo prijazni. Simbolika metanja oziroma spuščanja barčic pa je v tem, da so lahko obrtniki od tega dne naprej lahko dlje časa delali ob dnevni svetlobi, saj se je dan začel daljšati. Tako da pripravimo se tudi mi na Gregorjevo, da bomo lahko vrgli luč v vodo. Pa začnimo. Kot smo povedali, bomo danes izdelovali gregorčke, narejene iz čisto naravnih materialov, torej bodo naravi prijazni. Jaz sem si pripravila leskove palce. Pomembno za te palce je, da so približno iste debeline. Potrebovali bomo še kakšno dekoracijo, mogoče kakšen bršljan, storške ali karkoli vam je pač pri roki. Vrvico, škarje, da bomo zrezali tele palčke in pa navadne škarje. Tako da jaz bom kar začela. Tele vejo bom razrezala na približno enako dolžino, da bom naredila kakor neke vrste splav in jo potem zvezala z vrvico. To bom pa pol kasneje pokazala. Jaz sem si izrezala 9 palčk, 2 od teh bom porabila za tele prečne, da bom tega našega gregorčka lahko zvezala skupaj z vrvicami, zaradi tega, da bo trden in tako plul po vodi. Seveda, če bi želeli imeti večjo ladico, izrežemo več takšnih vejic. Takole približno bom tole zvezala v tako obliko. Začela bom pač na eni strani, pomagamo si s takole jutino špagico. Najlažje je, da prvi vozel naredimo zelo močan, da bo naš gregorček res trden. In ko ta vozel naredimo, lahko samo prepletamo in povezujemo z posameznimi palčkami. Tako, ko pridemo na eno stran z vrvico, potem z vrvico popletemo še nazaj, da bo ta naš gregorček še bolj stabilen. In seveda na koncu s to vrvico, kjer smo začeli, tudi izvežemo. Tako, ko smo eno stran zaključili,
Podobno naredimo še na drugi strani. Tale naš splav, ladico še majčkeno poravnamo, če nam ni všeč, da so tele palčke neenakomerno dolge, jih lahko seveda še porežemo. Ta osnova je narejena. Kot sem že povedala, bom jaz svojega gregorčka okrasila z bršljanom. Bršljan sem uporabila, dodamo lahko še kakšno praprot, mogoče gor navežemo kakšen storž in pa seveda dodamo svečko. Naš gregorček je narejen. Zdaj pa predlagam, da gremo kar probat, kako bi plul tale naš gregorček. Hvala, ker ste bili z mano.